Ja, moji prvi spomini na to dvorano segajo ravno na začetek osnovne šole. Najprej ob zaključku bralne značke, kjer smo hodili sem v šolski kino. In že takrat se mi je zdela ta ogromna dvorana, res prestižno in ta ogromen platen tu, v bistvu na tej zavesi, ki je zdaj. No in istega leta, če se prav spomnim, sem bil tudi na zaključku glasbene šole, kjer sem tu nastopil kot solo s harmoniko. Je bila to čist neka druga dvorana, ko gledaš v bistvu dvorano iz odra ali pa dol iz publike. Ampak vedno nekako me je ta dvorana zaznamovala kot neko nagrado, kot nek izziv, če sem bil priden skozi tiste prve šolske leta, da sem si lahko zaslužil ta ali nastop, ali pa bodisi en kino oziroma en film, risanko, karkoli smo že imeli. No in tako sem pač vedno vsako leto prihajal v to dvorano, vedno s tistim svojim nasmeškom, češ, to sem si zdaj zaslužil, to sem si zdaj zagotovil skozi svoj trud. In ja, je bilo izjemno lepo pač prihajati v to dvorano. Vedno znova sem pač z veseljem prišel sem, ker se mi zdela tako posebna. No, ampak potem skozi leta sem se jaz postaral, kot tudi mogoče tudi tale dvorana. In potem, ko začneš hoditi po različnih dvoranah, po celi Sloveniji ali pa zunaj Slovenije, pač tudi vidiš drugje, kaj imajo neke izboljšave, drugače narejene, ne vem, odre, publika recimo, kako so stoli postavljeni, sama akustika dvorana. In potem prideš spet v svojo to prvotno dvorano in pač začneš pogrešati te neke stvari, ki so ti bile prej sicer v izjemen izziv in ja, zadovoljstvo, ampak ko hodiš že po tem odru, ko začneš klepetati in pol ne veš, kako biti na odru, ker je stol bolj glasen kot ti. Že sama akustika je zelo specifična v tej dvorani. Sploh kasneje, ko pa tudi veliko nastopil z različnimi vokalnimi skupinami, ko se nismo niti slišali dobro, ko so bili eni glasovi glasnejši kot drugi, pa ne zdaj zaradi nas samih, ampak zaradi same dvorane. Potem vidiš, kaj v bistvu manjka. Ali pa hkrati pa z istimi skupinami, ki smo bili v drugih dvoranah, je pač enostavno delovalo. Potem, če gremo naprej na neko osvetlitev, kako enostavno je bilo nekje drugje speljati, kakor pa tukaj, ker smo se res matrali vsakič znova in postavljali in iskali, kvaj zdaj prav in tako naprej. Ja, potem začneš pogrešati in si hvaležen za vsako drugo experience, za vsak drugi izziv, ki je bil drugod. In glede na to, da je to res večnamenska dvorana, bi si res želel ravno te neke strateške izzive, da bi jih lepše pokrili in bi bil namenjen vsem zvrstem umetnosti, ki pa, moram samo še to dodati, sem res navdušen v zadnjih letih, ko spremljam še vedno iz tujine, kaj se tu v Litiji dogaja, koliko enih izjemnih glasbenikov imamo, koliko enih novih bendov je, koliko enih, pa naj si bo to etno, ljudska ali pa klasična glasba, pa potem gledališke predstave, da ne govorimo o zborovski glasbi. Mislim, to smo res, Litijani smo res močni na vseh področjih in ravno zato se mi zdi tudi prav, da si zaslužimo, pač Litija si res zasluži eno
čudovito dvorano, ki bi bila namenjena vsem nam.